Igraš pa noter video spotov? Ja, to bom noter. Ja. Vmes bom mogoče kakšno besedo sam tako rekel, ampak ne bova tako, da prav jaz repam, zato ker ta, ki je to posnel, je res zelo dober v tem, se mi zdi, no, tako ful dobro izpade. A boš Moram si zadaj? samo narediti. A boš zadaj, ono, blub, blub. Ja. Lepo pozdravljeni v še eni ediciji Ka se ke špila. V prejšnji v Ka se ke govori sem gostil Timoteja Cuka in pa Tineta Kotnika, kjer smo govorili o igranju pro basketa v Franciji, življenju v Franciji, siru v Franciji in še čem. Danes pa z menoj Skorp LZ. Njegov kanal ima preko 30,000 naročnikov. Če ve, bo sam povedal, da ima skoraj 15 milijonov ogledov. Vse skupaj, ne vem koliko videoposnetkov ima, ampak na leta 2019. Video je velik. Ja. Skorp zdaj, pozdravljen najprej, ne? Pozdravljen. Ti pa 2019 ne bil iz strani, kaj je hop.si, to so, ne vem, so verjetno gledalci oziroma bralci. Ja, v bistvu gledalci so izglasovali, ja. Za najstreamerja, youtuberja, ne? Top youtuberja, ja. Ja. Si pa v ekipi Team Spectralis, ne, kakor vem, je to neka, kaj bi rekel, slovenska organizacija z igralskim kadrom, pa igrate v Fortnite, ne, v bistvu v Fortniteu. Ja, v bistvu jaz sem kot content creator noter, Maja pa tudi prav, kot nekak pro player, ja. Je pa zaenkrat neprofitna organizacija. Pa to je že dolgo, kako dolgo že traja? Kdaj je bila ustanovljena to? Ja, bolj resno sem začel, tako sem jaz začel streamati, nekaj tasga se mi zdi, 2 leti pa pol. Tako da ja, jim je pa cilj, da prav postanejo profitna organizacija, ne, ker lahko imajo prav ta prav e-šport, pa da lahko plačujejo igralce in tako naprej. Se pravi, ti si rekel, 2 leti pa pol nazaj si začel, ali kaj? Tam neki? Ja, v bistvu 2 leti pa 2 meseca je zdaj, odkar streamam. Koliko proslavljaš pol te obletnice? Kaj narediš? V bistvu nisem do zdaj še nikoli tako neki proslavljal. Letos sem celo pozabil. Ja. Pa sem bil tako pol en teden kasneje, pač tako v bistvu ne vem točnega datuma, vem, da je bil aprila, ne. Pa pol v aprilu, ponavadi sem dal sam naslov, ampak ja, moram začeti kaj tako, da malo bolj orang, da kaj naredim, ampak ja, rabim malo ideje tudi, da bi kaj naredil. Kje pa pol sploh ta ime kanala Skorp LZ je kakšna posebna končnica? Ja, v bistvu zdaj večina folka že ve, oni, ki me gledajo, v bistvu moja prva gaming miška je imela logo gor od Škorpiona, pa sem bil The Scorpion, pa sem me vsi klicali Skorp. In sem bil v bistvu Skorp, sem bil na začetku, ampak če si sam Skorp napisal na YouTube, me ni najdel. Je najdel druge stvari, sem podal v bistvu začetnice, priimka pa imena. In me je tako imen najdel. Tako da tako sem prišel do tega, ja. Ja, si pa, okej. To v bistvu čisto random je ta LZ na konci, ni neki, ne vem, karkoli pomislil. Ne, v bistvu like žiga je tako pač. Ja, fuck. Ja, žiga, joj. Ja, Žiga Lah, ne vem, če sem prej omenil, ja, tudi drugače znan Skorp LZ je z nami. Se pravi, koliko zdevkov si sploh menil, kaj v življenju? Kaj si bil v osnovni šoli, si bil kaj pol? Tako misliš v videoigrah ali? Okej, ja, prvo v videoigrah v tem smislu, pa bolj tak vsak dan, koliko te pol kličejo, Lah ali ti rečejo, ne vem, imaš kak poseben? V bistvu Lah me bolj kaj ne kličejo, ja. Večinoma sem bil skozi Lah, drugače v videoigrah sem imel pa, ko sem bil majhen, ponavadi, ko si majhen, si skozi menjaš imena. Pa sem pa enkrat kasneje to nehal delati, da so vsaj ljudje vedeli, kdo sem, pa tako naprej. Ampak ja, imel sem jih ogromno, tako da dejansko ne vem, kje bi začel, če bi vprašal za vsa imena. Isto. Se pravi, kaj si sploh takrat, ne vem, če si gledal res na ta začetek, prvi računalnik, kdaj si dobil, ne vem, si imel prvo konzolo, prej računalnik, kam si se prej vklopil, si igral na Fatrovem, kakem osebnem? Ja, mislim, imel sem tudi konzolo, PlayStation 1 sem imel. Mislim, da smo imeli najprej računalnik, še ki je bil zelo debel monitor, monitor v bistvu na kišlju od računalnika gor sedel, pa smo ga imeli v bistvu na eni mističi s prtleh, pa smo na tleh sedeli, ko smo igrali. To se še spomnim, pa je bil Tarzan, pa one kure, ko smo streljali pa to. Takrat sem prvič tako nekak, sam nisem bil pa nikoli gamer, bolj sem bil vedno športnik,
Pol v srednji šoli sem pa šele začel orenk igrati. No. Imel pa sem tudi še PlayStation 1 vmes, ja. Je. A si daj te Jack the Rabbit, kaj takega se spomniš, kaj ne vem, Call of Duty 2, ne vem. Čak, Jack the Rabbit, to je, ko sta dva zajca, ki je zelen, eden. Ja, en zelen in pol nekih rovih noter greš, pa ne vem, kaj še vse. Pa en vijolčan. Ja, to sem zelo veliko igral, ja. Ena izmed ljubših iger takrat. Je. Se pravi, kaj si imel kakega brata, sestro, sestriča, ki ste igrali skupaj, ne vem, kako, multiplayer, kaj? Ne, prav multiplayer itak ni, mi smo dosti pozno internet dobili, jaz sem bil, ne vem, po moje, nekje 6 razred, po moje, ko smo šele dubali internet. Ne spomnim se točno, ampak smo bili tako eni, moja družina je tako najkasneje dubla, no, izmed mojih sovrstnikov internet, ampak doma smo pa tako, ne vem, vsi smo malo tako igrali, na vsake tok časa smo kaj probali. Še babi je celo probala ene kure streljati, to se spomnim. Ampak ja, tako da, vsi pomalno. A se spomniš še tiste, čak ping-pong, ne paintball, kaj že, flipper je bil en igre. Flipper se tudi spomnim, ja, sam te nisem to, najbolj sem res tega, ki si prej omenil, Jack, a Tarzana sem veliko preigral. Deluxe ski jump, poznaš tudi? Kaj, ski jump? Ja, oni veš, ko si mogel te miško potegnati nazaj na polno. Je neka stara. Pač spomnim se smučarskih skokov, ko smo jih imeli na disketi še. To se spomnim, zdaj ne vem, je to ali ne. Sem pozabil, kako se igrajo. Pa ta Prince of Persia, recimo. Sands of Time, kaj je že. Ja, to se še spomnim. Ok. Si pravi, pa si rekel, kaj, v srednjo šolo si jo prišel in pol si dobil prvi komp svoj tudi, kaj takrat? Ja, v bistvu sem sicer je bil tako bolj budget varianta, tako kot večina srednje šolcev ponad imajo budget variante. Pa ja, sem kupil, da sem ga imel prvič prav v svoji sobi, da ni bil v dnevni sobi. Pa sem takrat začel pa tudi malo bolj resno igrati. V bistvu ta CSGO je bil prvi FPS špil, ko sem res orenk noter padel. Ampak rekel si pa tudi, da si zraven kaj športom, katerim basket, ne, verjetno vidim tam tudi dres zadnji, ne? Košarko sem zelo veliko igral. Kje si igral to? Si tudi kaj treniral, kaj? Ja, v bistvu, ko sem bil majhen, me je trener videl na igrišču, pa sem šel v Lastoko, v Radomljah, pa sem šel v Komendo, pa Helios je bil pa takrat, ko sem pač na najvišjem nivoju igral. Tako da ja, prišel sem drugače do profesionalnega levela, pa sem pol nehal takrat. Ok, zdaj si ima pogledala eno zabijanje iz mladinskih olimpijskih iger 2014 v Nanjing, ja, ok. Nanjing, to pa je da se ne morem spomniti države. Na Kitajskem je to. Na Kitajskem, ok. In Žiga oziroma LZ, The Fortnite God zabija na kontestu, da se vidimo, koliko različnih okrog je. Je čist tako hud feeling res. Ok, dam to stran. Ne da doprem. In ja, se praviš košarka, daj si še kaj rekreacijsko probaš, kaj takega. Nekaj vidim tam zadnji tudi te tvoji animirani Žige, Lahi. Ja, je tudi v bistvu žoga zraven, ja. Pač ja, basket je velik del mojega življenja, drugač. Zdaj, ko je bila korona, sem zelo mal. Sem mogoče enkrat za žogo prijel v 2 letih. Zdaj sem spet začel, no, zdaj ta teden sem začel malo spet košarko, da vzuni igram, ker mi malo že pogrešam, no, tako da ja. Vsi pogrešam. Mi smo komi končali, zdaj so zaprli nam dvorano, zdaj gremo ven, pa se nas zbira tudi po 30, tam neki v Pridifu, v Ljubljani. Res zabavno. Se pravi, nisem te pa prej sprašal, v backstage sem te vprašal, no prej, če še zabiješ, Ti še gre? Zdaj, pač prvič sem šel košarko igrati po 2 letih zdajle. Pa nekako smo igrali, sem probal, ampak pa na koncu nekako nisem upal, nek strah sem imel, ne vem zakaj. Ampak mislim, da bi še šlo, no, ampak ne bi mogel teh trikov delati. Mi je pa nekako cilj, da mogoče probam, da vidim, če lahko spet nazaj v formo pridem glede tega, no, tako da bom videl. Ok, si naš roke, ne zelo, kaj boš streamal pa z... Ja, to ne smem, to ne smem. A pa se pozna, mislim, si imel kako daj poškodbo pri streamanju, tako da si bil, da si z neko, ne vem... Na streamanju? Ja, da si, je bilo kdaj, da si, ne vem, a te kdaj križ matra začel ali nekaj? Imaš daj kakaj? Ne, mislim, kdaj me tako
med lopaticam neki zagrab, ampak to sem imel že prej od košarke, to mi kdaj tako čist. Ampak drugače pa ne, nisem imel nikoli nobenih problemov še zaenkrat. Ok, gremo bolj na te tehnične zadeve, streamanje, ne? Katere programe uporabljaš, kako imaš sploh to? Mislim, tisti zadnji, ki so te animacije, pa ti tvoji, kaj bi rekel, tvoje podobe v animiranih podobah, kdo to dela? Ja. Se pravi to, ker imam ponad na streamu te overlaye. Ja, overlay, kdo ti naredi te overlaye, kako imaš to neko, si sam za vse ali ne vem, imaš ekipo, kako? Ne, v bistvu nisem sam za vse, včasih sem bil, na začetku pa v bistvu v tem Spectralisu je Svektor, on animira te stvari, je pa en Andraž, ki mi v bistvu mu plačam, da mi je naredil statične overlaye, mu povem pač svoje želje pa to in pol sem dal Svektor in je on v bistvu animacije naredil. Ok. To je. Drugače pa uporabljam OBS Studio. In potem mislim, ful imaš nekih videov, tu so krajši, ne? Niso vsi te dolgi, to sam pol montiraš tudi ali? Videe pa načeloma sam delam, razen te spomine zdaj, en editor iz Spectralisa v bistvu edita. Za te spomine, ostalo pa vse sam, ja. Si se sam priučil prek YouTubea ali kaj, si tako pač malo probavaš? Ja, v bistvu pred streamanjem sem jaz ful rad delal te montaže od svojih gameplayev pa to, pa sem se že takrat naučil. In pa zdaj imaš, ne vem, koliko je nazaj, kdaj si studio dobil, ne? V bistvu, koliko, to je še mesec, ni 2? Ja, ne, ni toliko, zdaj po mojem, tako ful sem s časom, je ful težko, ampak ne vem, kakšen 2 tedna po moje, 3 tedna, več ne. Tako da je čist frišno zdaj, ja. In takrat, ko si se prvič odločil, ko si rekel, da sem zdaj nekaj probal streamati, ne, kaj je bilo to, čisto iz nekega navdušenja nad igrami, ali si pač videl že, da to je neka niša, ki bi lahko, imam neki, ne vem, poznajam iz olimpijskih, ali kje okoli ljudje, ali ne vem. V bistvu, včasih sem ful gledal streamerja te ameriške, Team the Tatman, Josh OG pa te, pa sem vedno hodil tudi sam provat, tudi kaj Fortnite ven pršel, ker še ni bil znan. Sem hotel, sem imel preslab računalnik, pa sem vmes pol delu 3 mesece, sem si kupil računalnik, sem hotel editati videe za druge. In sem pol enkrat vmes, ko sem zdaj prijateljem igral, ki je tudi streamu, sem rekel, da bom probal še jaz malo zafore v slovenščini, ker sploh nisem vedel, da v slovenščini obstaja karkoli tazga. In v bistvu tistega dne naprej sem non-stop skozi streamu. Tako čisto spontano. Ja. In pa kje odločiti, da to ne, a veš, ko si glih rekel, da zakaj nisi šel v angleščini, ne? Prvič, ali je pač jezikovna barijera pri tebi kaj, ali pač si šel? Ne, z jezikom nimam problema, sploh zdaj, ko tudi punca iz Anglije, sem se pač ful prvadil angleščine tudi na glas pa tako. Ampak, ne vem, v angleščini sem probal res zelo malkrat, ampak se mi je zdel, tako, lih slučajno sem v slovenščini probal, pa sem videl, mogoče po slovenščini res lahko, kaj je nekaj novega. In se mi zdi, da je večja priložnost zaenkrat za slovenščino. Angleško bom šel, če bo res slučajno kdaj nuja, da recimo v slovenščini ne mogo več delati tega ali pa kakorkoli, ne. Se pravi, rekel si, imaš punco z Anglije, se pravi, njeno obletnico se pa spomniš, ne? Se pravi, to se spomnim, to ne pozabam, ja. Ja, ker je zanimivo, no se neki, ne vem koliko takih resnih, imajo nad 10,000 nekih subov, naročnikov v Sloveniji, streamerjev, tako se poznate tudi med seboj, si kontaktiraš koga, si kaj izmenjate, imate kakšne, ne vem, srečanja, magari anonimnih. Bolj ka ne se z vsemi poznamo, oziroma vsaj vemo za drugega, kdo smo. Je pa čisto odvisen, če ne delamo kaj skupnega, pa to pač nima smisla, da bi kaj se silali ali pa kakorkoli. Ampak ja, pač, če mi je kakšen kot YouTuber všeč, pa da se mi zdi, da bi lahko imela skupaj kakšen dober kontent, ali pa kaj pač kontaktiram, ali pa tudi kontra, pa se pa kaj zmenimo, da posnamemo. Pa se ti zdi, da se dosti naročnikov, dosti ljudi, ki spremljajo nekoga, ne vem, ljudje, mislim, GTA roleplay je ful popularen, zdaj trenutno, tako se mi zdi v tem, to pač se res streama na svega in svašta, ne, Fortnite, sam ne vem, koliko sem opazil tebe, pa mogoče 2 do 100, 3 neki vzlo, ne. Fortnite je bil je dost bolj popularen lansko let, zdaj je dejansko bolj Minecraft pa GTA roleplay se mi zdi, da sta dost popularna. Ampak ja, pač se mi zdi, da se itak bo spreminjal skozi. Ampak upam, da bo še kakšni tako, da bojo, ko bojo odrastali, da bojo gledali še kakšne singleplayerje. Singleplayerje sem videl, da ful ne radi gledajo ljudje na splošno v Sloveniji, pa se mi zdi, da so to zelo dobre igre, ne.
Tako da upam, no, da bojo počasi to začeli malo bolj gledati. Ja, ker si glede omenil, ne, jaz na primer sam zelo malo igram teh Battle Royale ali pa kaj takega, ne, teh masovnih, mogoče kako Warzone ali pa kaj in sem tudi zelo rad imam te narativne zgodbe, ne vem, single playerja ali ne vem, zadnje sem igral Senua Sacrifice, Hellblade ali zdaj Disco Elysium, na primer, je ena tudi dobra igra. Take, ne, ampak je zanimivo, no, da pa res to, ko samo ugotavljaš, ne, da večina gledalcev, vsaj v Sloveniji, ne, pa tudi streamerjev, no, ne vem, če se glih propagira neka ta single player, ne, veš, komentiranje ob igri, kjer, ne vem, tu pa tam je mogoče so kakšni krajši, Šmidi Place je imel neke te fore, na primer, ne, Ja. Poznam. In kako ti gledaš na to? Misliš, že to, da si zdaj, bi ti daj preklopil proba na to, ali boš zdaj zaradi tega, ker hočeš ohranjati občinstvo pri tem, ne, koliko se bojiš tega, ne, da bi izgubil koga, če boš kaj menil? Mislim, da tako skozi je nek strah, sploh zdaj, ko imam SP, pa mi je to dejanska služba, je skozi nek strah, a ne, ker če slučajno, kar naenkrat čez noč, pač to je internet, to lahko naenkrat se lahko nekaj zgodi in padam iz vrha na nula, ne, kar pomeni, da dejansko v enem dnevu lahko zgubim službo. Tako da me je vedno nekak strah, pa velikrat se mogoče celo preveč sekiram, če recimo vidim v ta stream, glede številk ni bil toliko uspešen, ne, pa ne vem, pa se pol sprašujem, a sem jaz kriv, a so drugi pač razlogi, ne vem, recimo zdaj, ki je bilo konc korone, mislim, ne, ni še konc, ampak ko so šli v šolo otroci, pa tudi te starejši, niso navajeni bili več v šolo hoditi, pa se mi zdi, da so ful manj bili na streamih, na splošno se je na celem slovenskem YouTube opazili. In je tako, če ne bi pogledal drugih youtuberjev, bi me ful začel skrbeti, ne. Tako da je težko, ampak še vsem za probanje iger, pa še vedno rad probam druge igre, ne, ampak največ Fortnite igram itak zato, ker tudi uživam zelo v njemu. Ni sam zaradi gledalcev, ker pač če bi bilo samo za gledalcev, bi jaz takoj šaltil na GTA Roleplay, recimo, ne. Sam enkrat probam, ampak tako, če mi do nečesa ni, tudi še zmer nočem pol se forsirati to, ne, še vedno hočem, da uživam v tem, kar delam. Tako da ja, single player je pa kakor je, če je kaj novega, hočem takoj iti igrat, pa upam, da bojo uživali v tem, ne. Ker ko si glih Fortnite omenil, ne, ker pač meni vseeno se mi zdi Fortnite zelo zapletena igrica z vidika, kaj bi rekel, prstne dinamike, ali bi temu rekel, zelo moraš imeti, še sam, ne vem, sem enkrat sam probo, ne, ampak to še to na kontrolerju, ne, vem, da ti imaš, zdaj si začel tudi streamati, da si že to dlje, tudi svojo, kaj je tipkovnico in miško, ne, način, kako igraš, in je pač zanimivo, koliko vsega se dogaja hkratno ob enem, ne. In tudi, ko gledaš ljudi, ne si predstavljam, si prednji, jaz sem takrat zgradil eno steno, že on imel cel fucking 2 toverja postavljeno, tako, kje si ti. Težko je, če si nov, je zelo težko priti v Fortnite, ja. In koliko si se to navadil, je to zdaj za tebe že, kot da bi bicikl vozil, ne, tako postane del tebe že motorika? Fortnite mi je všeč, ker je vedno nekaj novega, kar se lahko naučiš, ne. In jaz sem bil zmer tak bolj competitive igralec, vedno sem hotel pač se naučiti nove stvari, da bi čim boljši. Ampak je pa res, da je dosti lažje, ker jaz že od samega začetka igram, ne, odkar je ven prišel. Tako 4 leta je zdaj že, tako da je že kar dolga. 4 leta je sem stara igrica, to pa mislim, da je več že. Ne, 4 leta bo, mislim, da zdaj. In kaj ti je še kaj všeč, tako specifično, ne, mislim, ponavadi rečejo ljudje, ne, da igre igraš zato, ker hočeš pogruntati pravila igre, ne, zato, ker bi zdaj hotel ful streljati ljudi tam neki, pa ne vem, pa ful tega, ne. Pač ta neka splošna perspektiva, ne, ljudje, da pač kar nekaj je pa to, ampak večinoma je nekaj te zelo pleteno logičnega razmišljanja ali pa nekaj analitičnega, pa nekaj, kako pride, kako kakva pravila okoli obrniti, ne, še posebej v teh masovkah Battle Royale. Kaj pa tebi všeč pri tem, kako dohajaš pravila igre, kako se učiš, ne vem, tega, da pogruntaš mapo, da se orientiraš po mapi in tako naprej? Tako nasplošno v igrah, kako misliš? Ja, kako ti je pa Fortniteu, ne, če ti je boljši primer? Ja, pač zdaj tako, kdaj sem v takem moodu, da nočem lih, da se mi ne da nove igre začeti igrati samo zato, ker vem, da se bom mogel nekaj novega naučiti, pa nimam energije za to. Drugače pa ja, če je kakšna nova igra, pa še posebej, da ima dober multiplayer, da ima dober ranking sistem pa tako, takrat ponovadi
mi je res fajn, da se naučim, pa da provam vedno priti pač na najvišji nivo. Ne. Tako da v CS-ju sem prišel do Global Elite, mi je bil pač cilj. Začel sem dejansko Silver 1, ker je bil to moj prvi FPS špil. Pa sem iz Silver 1 prišel do Global Elite. Pol Overwatch sem isto prišel do najboljšega ranka. Tako da vsak špil, ki ga res dolg igram, ga igram dolg zaradi tega, ker imam nek cilj, da pridem na najvišji nivo. Ne. To mi je najboljš pač pri videoigrah nasplošno. Tudi to, ko si omenil, ne priti do nekega cilja, ker je pol v smislu, ne, pri singleplayerjih se naredi, če igraš kako, ne vem, Assassin's Creed, če si da igral, pa kaj taka, ta franšizna igra, naprimer, ne, je njihova fora, koliko nadgradijo, ne, da na nek način še poberejo najprej, da pač sploh poplačajo to razvoj igre, ne, da poberejo z, ne vem, novim dodatkom in tako naprej, ne. Pri tem, ko je to v Battle Royale dosti enostavno, ne, naredijo nove te, ne vem, kaj bi rekel, modne dizajne nekih oblek, novih karakterjev in tako naprej. Ne, a ti sam, a bi rekel, da veliko zapravi za to, da se neko, kaj bi friziraš na končno fazi v igri, ne, da se vlečeš to. Ja, zdaj tako, po moje, če plah videl nazaj, koliko sem zapravil, bi bilo kar velika. Bi te glava bolela, ne? Pač ljudje pravijo, zastonj je igrca, pa vse tako naprej. Ampak na koncu več na takih igrah zapraviš, kakor pa na singleplayerjih. Recimo, že vsake 3 mesece imaš Battle Pass, pa je 10 €, pa če 4 leta igraš, se že nabere. Pa ja, še skine, pa tudi kdaj kaj gledalcem, giftam, in se kar nabere, no, tako po moje, po več tisoč se je po moje že kar nabral, no. Več tisoč, ok. To so te mikrotransakcije, ko so notri vpete v igro, ne. Še posebej na trenutno najbolj popularna platforma je itak igre na telefonu. So, ne vem, Fortnite je že za telefon? Ja, Fortnite je že, ne? Že zelo dobro. Ja. In je tudi popularno, no, v tem smislu, koliko tega lahko se upele not na različne načine, ne, z dodatki in tako naprej. Ok, zelo fajn, da smo se dotaknili na te multiplayer pa singleplayer, ne. A ja, pa to sem še hotel reči, ne, ker v končni fazi singleplayer je tudi v poplavi teh FPS-ev pa Battle Royale iger ne izumirajo, ne, no, kot v zadnjih letih imaš na primer fiasko s Cyberpunkom, ne, na drugi strani pa Red Dead Redemption je bil kar uspešen singleplayer. Pa poskušajo zdaj sicer narediti tudi nek FPS, je še bil zraven, no, ampak tako to, v končni fazi to ne propada in je bilo kar, si probal kaj od tega, takega zadnjega singleplayera, ki ti je bil pa res tak. Da bi mi všeč, ne vem, ta recimo Assassin's Creed Valhalla, ful nisem bil neki zadovoljen, ne vem, se mi zdi, da je bilo preveč že zgodbe, pa premalo igranja. Si bolj kaj ne gledal film, kakor pa igral, ne. Rad imam, da je nek balans med igranjem pa dejanskimi videi vmes noter. Drugač pa kakšen zadnji, ki sem ga res, ker zdaj že kar dolgo nisem prav tako orenk igral single player, tako da mogoče kakšen tak, ki sem užival je kaj je take 2D, ki je zelo popularen. Limbo, ali kaj je? Limbo? Limbo, čakaj. Ali kaj je? Limbo. Če se ne motam. A je taka grozljivka? Ja, mislim grozljivka, pač je bolj temačna, pa ima neko zgodbo. Ampak ja, ta je bila po moje zadnja taka, ki sem dost užival v njej, ja. Ok. Indie igrice, da igraš kakšne take, si potegneš kakšne take čist neke 2D, ne vem, nekaj te. Odkar streamam dejansko skoraj nič. Edine te singleplayerje, ki najbolj igram, so grozljivke. Grozljivke, ki sem veliko užival, to se spomnim. Tako da, kadar je kakšna nova grozljivka, provam tudi na streamu kaj odigrati, ja. Pa aparata, mislim, je tako, da te zadovoljijo ogledi, pa pač tudi sam v končni fazi. Grozljivke imajo zelo radi, se mi zdi. To dejansko radi gledam. Medtem, ko navadne singleplayer storyline igre, se mi pa zdi, da en razlog, zakaj ne radi gledajo, je mogoče celo, da ne zastopijo besedila oziroma o čem se gre, ne. Ok. Tako zelo opažam, no, da imajo zdaj malo z angleščino probleme, recimo v primerjavi z nami, ki smo bili včasih vsaj osnovnošolci, no. Tako da se mi zdi, da je to tudi en velik razlog, zakaj ne gledajo toliko. Ko je neki pričakoval bi, gledam to, da je pač veliko vsebin vse posod v angleščini, ne, da bi bilo več, ne, jaz vem, da pač večino tega sem se naučil prvič iz random pogovorov na forumih,
pol drugič iz nekih poskušanja komuniciranja z igralci na kakem špilu hitrem, ki sem ga dobil še takrat, ne vem, v osnovni šoli in tako naprej. Tretja je bila pa risanke, ne, risanke neke, s Cartoon Network zraste z njim, ko imaš tam najbolj odfukane igrice, mislim, risanke, ne, od Courage the Cowardly Dog, ko sem, what the fuck is that? In je kar zajebano, ne, do tega bi pričakoval, da je več, ne, in potem ti pa komentiraš ponavadi te igre, ne, v slovenščini, ne? Če single player igram? Ja. Ja, v bistvu to mi je najtežje, ne. Eni hočejo, da jim pol prevajam in je zelo težko, ne vem, tudi meni osebno biti zabavno igrati, da recimo, da berem, kaj oni govorijo, pa da pol to probam prevesti, pa vmes igrati. Ne vem, ful je težko se mi zdi, da igrati in prevajati in vse, ne, da se vživiš v igro. Ampak ja, ne vem, težko je, no, se mi zdi, da bi skozi prevajal. Bi rabo v bistvu ti mogel igrati, komentirati, pa še nekoga sprotnega prevajalca zraven imeti, ne? V bistvu, ja. Zraven. Ne, to je v bistvu nov job, ne, prevajalec za streamanje, bomo vprašali malo tam na jezikoslovje na FF-ju, če rabi, si pa omenil, no, kako se ti pa zdi tebi osebno ta job tega, v končni fazi entertainer si, ne, na nek način, ti si... Ja, v bistvu, ja. Ja, in meni se zdi fascinantno, tvoji streami trajajo, pa ponavadi v Sloveniji, tisto, ko se res nekdo bavi, nekako, ne vem, 4 ure, 5, poprečno. Jaz vam drugače tako, imam ta pravil, da vsaj 3 ure streamam. Če mi pa še dal, pa če imam čas, pol še dal streamam, ne. Recimo zdaj med poletjem, ko bojo počitnice, bom streamal 2-krat na dan, ne, se pravi zjutraj 3 ure, pa zvečer 3 ure. Zato, ker lahko, drugače je zelo težko, se mi zdi, 8 ur streamati v slovenščini, zaradi tega, ker ni toliko ljudi v Sloveniji, ne, da bi lahko ti toliko dolgo streamal, pa to je v bistvu cel popoldne pola, ne. Rajš imam razdaljen na 2 dela, ne, če so počitnice zjutraj pa zvečer. Pa se ful mislim, tako imaš te neke prilagoditve, delaš bolj na način, jaz bom pogledal občinstvo, kdaj me največ gleda, ali bom šel bolj na to, mislim, se verjetno greš tudi, ne, koliko imam jaz cajta, ne, zdaj si rekel, to je resen job za tebe, zdaj, ne, mislim, hočeš verjetno ostati v tem, še ne vem, kako novinarsko job, pa kaj iz tega dobiti, kako talk show, ne vem, karkoli, že se bo, upam, da razvilo, ne. Koliko to si prilagajajo? Zdaj samo zaposlen v kulturi si, verjetno, ne vem, tedensko si moraš, ali v kulturi, oziroma samo zaposlen. Kako si pol začetku tedna si razporediš vse to, ne? V bistvu jaz vam načeloma skozi cel let probam imeti isto, ne. Čas šolski let, čas počitnice ponavadi spremenim. In imam tako pač, jaz dam 1 ure jim na voljo in pol oni žrebajo, kdaj bi najraje in pol vidim kaj najbolj hočejo, ne. Zaradi tega, ker še vedno hočem, da takrat streamam, ker meni paše nekako, ne. Ker recimo zdaj, ker je poletje, sem prestavil iz 6 sem jih vprašal, a hočejo stream ob 3 popoldne ali ob 8 zvečer, zaradi tega, ker vmes hočem iti zdaj pač malo na igrišče, pa to, ki je lep vreme, a ne. Pa so večinoma 70% mislim, da jih je bilo, da so zglasovali za ob 8 zvečer, a ne. Tako da v bistvu dam ponad 2-3 opcije, pa pol oni izglasujejo, kaj jim najbolj ustreza. In pol, koliko je pa ti naporen ta job govorjenja pa animiranja? Koliko ti je to tako? Mislim, naporen, ljudje mislijo, da je veliko lažje, kakor je dejansko, a ne. Čist drugače je, a igram jaz off-stream s prijatelji ali pa streamam. Čist drugačen vibe je, še vedno pač zelo uživam v tem, valjda. Ampak je pa dosti bolj naporno. Recimo, če ne bi streamal, ker nisem streamal, sem recimo lahko igral po 6-8 ur v kup skozi, ne, ker pa streamaš, je pa veliko težje imeti toliko energije, da lahko streamaš 8 ur skozi v kup, ker moraš imeti res veliko energije, da si pač zanimiv za gledati, moraš veliko govoriti in tako naprej, ne moreš sam chillat pa biti tih pa igrati, ne. In kaj te drži? Energy drink, kava, kaj imaš zraven? Pa mislim, drugač sem partneren z Red Bullom, in mi pač tudi pošiljajo Red Bulle, ampak da bi pa rekel, da sem prav zasvojen ali kakorkoli, pa ne, no. Pač tako bolj ka ne za okus pijem, kakor pa za karkoli drugega. Nikoli nisem pri teh pijačah opazil, zdaj imam pa energijo zaradi tega. Nikoli nisem imel tazga občutka. Pa je podobno to, a veš, pri basketu, ne vem, jaz sem bolj fuzbal treniral, ampak eni točki, ko ne vem, si na tekmi, pa se malo greješ, prešvicaš prvič, ne.
in pol dejansko padeš notri in tudi, če te bo kaj bolelo, to boš pa še kar laufal pa vsega, dokler ne bo konc tekme, pa boš pa rekel, ok, to je pa res fuck, jaz sem pa res fukan, ne. A je pri streamanju podobno, da ko not padeš, pol pozabiš na to, veš, ja, ok, jaz že govorim tako 4 ure, pa tako, ne vem, 5, 6, ne, in pol, ko je pa 8 ura, ko končaš, pa rečeš, Tako, odvisen, kdaj padaš not, kdaj pa tudi je mogoče tako, da pogledaš že na uro, imam še 1 urco za odstreamati, pa tako da se čisto pozna tudi od dneva, pa kaj točen je, ne. Recimo, so včasih vmes momenti, ki te mogoče ti ne paše toliko igrati, pa vsem pač, ki ti je služba igraš, ne, in takrat se mogoče malo pozna. Je pa tudi tako, najtežji del streamanja je to, da ne greš ti igrati takrat, ko ti paše, ampak imaš prav urnik, danes ob 8 moram igrati, ne. In je tako, je malo drugačen feeling, no, ko moraš ob tej uri igrati. Recimo tudi, če hočem kdaj prej igrati, sem tako, ne bom zdaj igral, da se ne bom danes navalil, če bom počakal do streama, pa pol da igramo, ne. Tako da malo se moraš tako prilagajati, no. To je neka samokontrola v končni fazi, ne, to greš, če greš na kak drug šiht, isto pač prej ne boš nekaj fizičnega probo delati, ko športek itak tam skupaj padel ali pa kaj, ne. Še to. Zdaj, omenila smo te tvoje naročnike, gledalce in tako naprej. V stik z njimi stopaš prek streama z govorjeno besedo in slovenskim jezikom, če tako rečem, se lepo izražim. Potem pa pač komentarji, pa kaj tega, je to treba ful moderiranja, je treba, imaš koga, ki gleda to? Streame je treba kar moderirati. Imaš veliko takih, ki pišejo zelo grde komentarje. Pa ne samo v meni, ampak tako na splošno proti določenim ljudem, kar mi zelo ni všeč. Tako da imam po moje 30 moderatorjev, ki pač se s tem v bistvu ukvarjajo. Imam tudi enega moderatorja, ki je dejansko skozi gor. Bot. In sem zelo hvaležen takim, tako da pač že njemu, ki služba, ploh rekel. A to je bot, ta night bot, ali kaj? Ne, dejansko, Jaka Pešec, en moderator, on je pa res, ni zamudil streama v zadnjem letu, po mojem. Shoutout za Jaketa, shoutout za Jaketa. In te tudi kontaktirajo izven tega, ne, ti kaj, ponavadi streamerje sprašujejo. Kaj, da... Instagram. Pač tam provam tako, ne vem, vsak dan ali pa na vsake par dni grem malo pogledat čez sporočila. Ne moram vseh pogledati, ker jih je preveč dejansko. Na začetku sem vse gledal, pa mi je vzel tako po 3 ure na dan, in je tako res. Je kar mučno. In doskrat zaradi tega tudi rad odgovarjam ob 2 zjutraj, ko vsi spijo. In je v bistvu lahko večjim ljudem odgovorim, na tak način. Tako da imam nekako tako taktiko, ali kako bi rekel. Bom izrezal to vendar, no, pa mi se je zbujalo v 2 zjutraj za nalaž. Takrat pa res vedi. Tudi jaz, ko sem te kontaktiral, ne, tako 2, kaj ti si budno 2, kaj delaš, ne, tako zraven. In kaj, to se pripravljaš tako? Kaj? Imaš tako rutino, da ne vem, daj hodi spat pol, tako 2, 3 zjutraj, kaj? Da se pripravljaš? Zdajle sem imel malo slabši teden, sem šel ob 4 zjutraj spat, ker sem mogel tudi en video narediti, pa sem ga delal 6 ur. Pa mi je pol težko nazaj, da vidim, ampak jaz sem bil vedno tako vmes sicer, ta je kao malo bolj sad del zgodbe, sem imel orank depresijo, pa so bile igre po beg, pa sem v bistvu jaz tako do 8, 9 zjutraj sem igral, pa šel pol spat. In sem ful navajen, da sem po noč po konc, pa mi je zelo težko tudi, ne vem, doskrat sem tudi po konc, sam zato, da sem po konc, kakor nočem, da gre v naslednji dan, ali kako bi rekel. Tako da, ampak idealno mi je nekje ob 2, da zaspim, pa da se zbudim okoli 10. To je idealno zame. Pa ti je, bi rekel, obrnil na nek način, da bom rekel live glih, ampak na nek način, da si pa v tem fohu, kjer si zdaj, se malo ven izkopal ali nekaj, da lahko rečeš danes, jaz pač to delam, kar... A veš, splošno je še vedno to pač nekako ljudje gledajo nekoga, ki igrice igra, mislim, kaj je to fora, ne, mislim, tako. Kako gledaš na to, ko si se pač, da je danes lahko rečeš, ok, jaz sem dejansko zaposlen v tem fohu, sem v timu, ko mi ful pomaga, ne, kako gledaš na to, da si danes prišel do tudi 30,000 naročnikov in se na to pot, ampak, ali pa kje si danes? Mislim, definitivno nikoli nisem mislil, da bom sploh tle, ne, kakor sem zdaj in ne bi si mogel želeti karkoli božga, no. Zelo uživam v tem in
sem vesel, da lahko delam to, pa da dejansko služim zraven. a ne. Pač vem, da eni pravijo, mogoče sam za denar delaš, ampak ni pač. Če boš delal neki, veliko ljudi hoče iti v streamanje samo zato, da bi zaslužil. a ne. Potem, ko jaz sem šel v streamanje zato, da ker me to veseli in je pol posledično to ratala služba. a ne. In nažalost moraš pol tudi vmes, ker ti je to služba, gleda tudi na kakšen zaslužek, a ne. Ampak eni to ne zastopijo mogoče toliko. In je ta del je najtežji, no, kdaj, če mogoče vidiš, da bi bilo dobro, da to narediš, da lahko pač se pol preživiš skozi mesec ali kakorkoli. Ampak ja, mi je cilj, da pridem do tega, da ne rabiš v bistvu na nič gledati, sponzorji in tako naprej. No. Ja, ampak je to, mislim, meni se zdi kar samoumevno, da pač gledaš, mislim, da delo dobiš plačano, ne če še delaš. Ne. Ja, mislim, ja. Ne, ja. v tej fazi se pustimo vse te stvari, da je všeč ti pa to, ne, ampak tako tudi voditelj na televiziji ali pa kje pač v končni fazi, ne, greš v službo zato, da delaš in hkrati je fajn še pa, če pa še zraven lahko uživaš in delaš, ne, se mi zdi to nič spornega. Pač ljudje ne zastopijo toliko zaradi tega, ker so to, igraš video igre, ne zastopijo, da je to še zmeraj lahka služba in prav, da je to ful lahko in tako naprej, ampak veliko stvari je v zadnji. No? Ker recimo najbolj kar opazim pri ljudeh, ki začnejo streamati, je, da prižgejo stream in igrajo, kot da ne bi streamali. Isto, kot da bi off-stream igrala. Ne? Ampak ti, ki streamaš, moraš čist drugačen pristop, moraš veliko komentirati, moraš dati pozornost gledalcem in tako naprej. Čist drugačen način igranja je. No? Ja, to se vidi, mislim, pri tebi, veš, kako uhajaš pol temu, a ti je v bistvu to, da Fortnite igraš že nekaj čisto, ko sem prej rekel, da bicikl igraš in pa še moraš zraven govoriti, veš, jaz igram pa gledam v ekran in zdaj zraven še imaš, ne vem, verjetno več ekranov, ne, in tako gledaš chat in pol tako, da bi dva svetova naenkrat gledal, ne, koliko si ti to v glavi pol, da si ti kakšna bipolarna naredi, taka. Kar tako, nekak je autopilot, da igraš. Autopilot, ja. Ja, pač gledaš chat, se pogovarjaš s chatom in sem tako v igri, sploh ne vem, kaj se dogaja, ne vem, kako sem prišel do endgama. Tako ful tak čuden, no. Tako tak zanimivo. Če greš s kolesom, kdaj dam, pa si tako, kako sem pa zdaj dam prišel. Točno to reči, jaz sem to gled z avtom reči to, ker se vozim z avtom, vem, da sem na cesti, vem to in kar enkrat sem že tam, ko sem bil, fuck. Kaj? Kako si zdaj prišel? Ne, jasno, kako si preživel. Kako si preživel sploh, to jaz, kaj sem delal vmes, da pride do tega. Daj si bil affiliaten strani YouTube, Daj so te. Zdaj prav affiliate, zdaj YouTube nima prav affiliate, ampak daje to, da imaš monetizacijo. To sem mislil, To je bilo skoraj tako na začetku, mislim, da moraš imeti 4000 ur, pa 1000 naročnikov. Pa sem po mojem že to dosti hitro dobil, no. Zdaj iz glave ne vem, ampak po mojem v prvih 2 mesecih, 3, po mojem, da sem že imel to. Tako da je bilo kar hitro, no. To si se takoj pridružil, mislim, ko si se odločil, da što, pa si se pridružil že tej ekipi ali kako si spremljal to, da ti raste kanal, no, v tem smislu? Spektrali so, kdaj sem se pridružil? Ja, mislim, rekel si zdaj, ne, da si bil affiliaten v prvih 2 mesecih že, ne? In zdaj, koliko si gledal, a si bil že takrat pri Spektralisu? Spektralisu sem, mislim, da še nisem bil affiliate takrat. V TS sem prišel tam nekje, ko sem bil 600 sabo, nekaj tasga. Takrat enkrat mislim, da sem se pridružil, no, pa malo zatem sem pa do 1000 prišel, tako da moj prvi mesec, drug, sem bil že v TS, In pol, koliko si gledal na to, ko ti je začelo rasti, ne vem, pa prvi video, ki je imel pač ful več ogledov, kaj si doživljal zraven tega, ali pa ne vem. Veliko ljudi... Skozi je bilo, kar? Veliko ljudi pač ne vem, kako razumejo to, ko nekdo, rekel si, da takrat upreme še nekaj nisi imel to, nekaj si začel kupovati, kaj si zrihtati in pokor naenkrat, kako si to z brandom, če rečemo tako na ta način, no. Ja, zdaj tako, imel sem vedno visoke cilje, ker se mi zdi, da če hočeš v nečemu spet, moraš imeti visoke cilje, ne. Ampak sem pa dal umestne cilje, kjer sem vedel, da me bojo zadovoljili. In je bilo tako, ne vem, prvi visok tak cilj je bil po moje 10,000 naročnikov, ampak sem imel tako umestne cilje 1000, pa pol 5000, pa tako, s katerim sem bil zelo zadovoljen. In ja, pač, na začetku sem bil, mislim, da sem bil bolj vesel za 1000, kot za 30,000. Tako, pač na začetku je res wow, ne. Medtem, ko sem prišel enkrat do 20,000, pa pol do 30,000, sem še zmerno tako, ful sem vesel, ko to dosežem, ne. Ampak je drugačen občutek,
ker si že nekje na enem nivoju in veš, da boš itak še rastel, če boš ustrajal naprej. Medtem, ker na začetku nikoli ne veš, a ti bo sploh uspelo. In tako da 1000 naročnikov je bilo po mojem tako res najbolj wow. Milestone, mi ratuje. Ja. Fular. In dejansko ti ratuje, si rekel, ne, in pol na eni točki kdaj si se pol odločil za to, ne, da okay, zdaj pa to ni samo nekaj, kar bom jaz tako malo delal za hobi, ne, ampak bom tudi pač resno studio si bom naredil, ne, ekipa me podpira, ne. Prav resno jaz sem že iz day one, tako od prvega slovenskega streama sem resno že vzel, ne, nikoli nisem nehal. Jaz pa mislim, da več streamov, kakor je bilo dni do zdaj, odkar streamam. Jaz sem tudi na dvakrat na dan, tako. Čeprav sem imel vmes kakšne 2 tedna prej, še vedno imam več streamov, kakor zastopim, kaj misliš, Ja. Tako da nikoli nisem v bistvu nekako imel pauze. Tudi če kam grem, sem vedno dal video, da je vedno bilo neki. Tako da, ne vem, res pač. Že skozi, od day one že delam na tem. Koliko pa ki gledaš na sprejetost tega e-športa pri nas pa videoigre? Ker po eni strani, ki smo prej rekla, mislim, videoigre so prehitele, vse te v kulturni industriji so prehitele in film in glasbo, ne? V bistvu je najbolj popularen v končni fazi medije so videoigre, ne? In zanimivo je to, neko si pa rekel, da pa še vedno ljudje tako igranje iger ne jemljajo kot obliko dela, ne? Zdaj, mogoče kje druge, ampak kako ti gledaš na to, ne? Najbolj popularen medij, hkrati pa še vedno ta neka, pa ne glih, kako bi rekel, predsode v končni fazi, ne? Koliko so doma, naprimer, pri tebi sprejeli ali pa to? Ja, zdaj pač na začetku je bilo tudi meni samo tako, če me je kdo vprašal, kaj pa ti delaš, pa sem tako, me je bilo sram povedati, da sem youtuber, sem rekel, nimam službe, nič, ne. Zdaj sem se že navadil, da mi ni problem reči. Se mi zdi, da v enem letu zdaj se je ful spremenil. Od prejšnjega leta do tega leta že tudi s strani sponzorjev so končno začeli sponzorji in to videti, da tukaj pa mogoče je res nekaj, ne. Tako da se počasi bolj cen. Drugače starši bilo pa tako, ko sem začel, kot sem rekel, ko sem bil v depresiji, pa to jaz 3 leta nisem nič delal, ne, v bistvu sem bil skozi doma. Potem sem pa pač to streamati začel, pa vem, da ko sem streamal tako par mesecev, je mami rekla, da če si bom počasi službo najdel, ne. Vmes sem sicer delal 3 mesece, da sem dobil računalnik, tako da sem pol in sem mami rekel, daj mi prosim 1 let časa, da vidim, kaj lahko iz tega naredim, ker se mi zdi, da če bi delal zraven, ne bi bil tle, kar sem zdaj, ker moraš veliko truda pa časa dati noter. In zdaj v bistvu imam SP in pač gre orenk, tako da sem zelo vesel tudi za take starše, ki manjka ponad. Če bi kdo bil doma 3 leta, ne, bi ga starši že zdavni napudila, ne. Tako da imam zelo srečo. To si pol, ne vem, zdaj ti povej, no, ampak teh 3 letih, ki si rekel, da so bila bolj težka, to je bilo kaj premlevanje tem, kaj bi probal, ali kaj delam sploh, ali ne vem. Ne vem, nič v življenju me ni veselilo. V bistvu jaz sem cel life sem košarka igral in sem hotel biti profesionalen basketaš in ko sem enkrat prišel k članom Heliosa, mi je bilo zelo težko, muka mi je bilo. Skozi je bilo, strah me je bilo iti na treninge, no. Je bil tudi en trener, ki pač tudi za brez veze se je tej naderil pa tako naprej in mi je bilo vedno strah iti tja, sploh pa, ker sem bil najmlajši v ekipi, ne. Oni ponad najbolj najebejo in mi je bilo tako zelo je bilo strah in sem pol nehal trenirati in nisem več vedel, kaj je v življenju in takrat sem v bistvu začel počasi dol padati, ne. Tako da potem sem se pa iskal, kaj me veseli. Pa prvi del, ko sem padel ven iz tega, je bilo, ko sem začel spet nazaj telovaditi, pa sem res po 6 ur na dan telovadil, pa igre zraven igral, tako da pa streamanje zdaj. Sem končno najdel nekaj, kar me veseli. Pa je zanimivo, da veliko ljudi, tudi sam sem tudi naprej prišel do članov, pa sem na Celju malo igral in tako naprej pri publiku in tako in pol na eni točki jaz sem imel pol neke malo probleme s koleni, pa to pa grem pol nazaj spet Dravinjo, konice pa vzreče in pol na eni točki neham in to si malo isto po tem točki zgubljen. In se isto zatekel hitreje v to telovati, tako da je bila neka oblika, ne vem, kaj bi rekel, koncentriranja ali česa, da sem pol bil tisti, zdaj pa, ko bom zdaj, in pol vem, da sem enkrat poškodoval gleženj in sem neke knjige imel doma, šel v knjižnico, začel brati, pa mi je bilo ful fascinantno sociologijo sem se upisal na sociologijo in zdaj pač tako naprej socialno delo in socialno varstvo, naprimer, tam sam delam, ne, in se tudi takrat najdem tako, če si iz neke iz telovadbe, potem tisto pol leta, leto,
Ne, sem šel še 5. predmet dela, sem bil tako, okej, ne, tako, res tak nek premor, ki ga prej v tem celem treniranju športa nikoli, ne, treningi verjetno si sam imel vsak dan, ne, in tako naprej skozi, ne, in verjetno pri vas košarki isto, ne, tako vsak dan trening. Ja, je pač 2-krat na dan sem treniral še v srednji šoli, ja. In pol ta ritem. Ja, in je pol, pač ne vem, vedno sem bil fovš ljudem, ki so najdel nekaj, kar jih zanima, že zelo malo, pa so uživali v tem, ne. To mi je bilo vedno najbolj, tako, vedno sem se najbolj sad počutil, ker sem pogledal na Facebook, pa sem videl prijatelje, kako potujejo okoli, pa uživajo v tem, kar delajo, ne. In sem bil vedno tako, fuck, koliko si želim, da bi jaz bil to, pa dejansko ne najdeš nečesa, kar te veseli, ne. In zdaj, ko greš na obletnico srednje šole ali osnovne, rečeš, lahko da si youtuber, ne? Sploh nismo imeli, enkrat smo se tako iz osnovne šole malo dobili, ampak nimamo v bistvu nekako nič tako teh obletnic pa to, vsaj pri nas, ne, no. Okay. Fajn, zdaj se morate zdaj naslednjič, ko temeli, ne, lahko saj rečeš, zdaj, pizda, dej. Ja, zdaj, pač tudi, če so kdaj povabil, je tudi res, da nisem šel. Okay. Sploh pa, ker me je bilo zelo sram, no, vsi imajo neke dobre službe in tako naprej, jaz pa tam nič nisem imel, ne, in me je bilo vedno sram tudi, no, tako da ja. Okay. Iz tega zdaj ta sram je malo lažji, verjetno, ne, ni toliko težje danes več, te še, ne. A ti je kak sram povezan s tem, da si pač danes, ker smo glih rekla, ido igre kot neki brezveznega, še vedno nek ta predsodek, ne. Ja. A občutiš kaj tega, okej, ne vem, a je to... Ja, pri starejših ljudeh zelo to vidim, no. Imam tudi eno sosedo, ki mi še zdaj nastaja, zdaj sem začel ignorirati v bistvu, ne moram pač, starejša je in se spomnim, ki mi je rekla, ti si počas najdu šiht, da ne boš skozi doma, pa zajedu starše. In to mi tako soseda reče in sem tako, what the fuck, in sem rekel, se zdaj imam službo, delam pač, pa ona reče, ja, igranje videoiger ni služba, pa tako, in sem tako, okej, v redu, ne bom se sploh opadil. Tako da ja, to je bil najbolj tak skrajen primer, kako preko, da ti dejansko tujcu učita, kaj delaš. Tako bizarna zgodba iz streama. Naslednjič na kavo povabi, pokaži dres, pokaži ti zgor, le kak set imam, gospa bo te na streamu zraven, ona bi lahko ti bo komentirala, ti prevajaš, ne, eno horror story in tako naprej zraven, ja. A gledaš tudi kakšne druge, to si že nekaj omenil prej, ne, trenutno gledaš še koga, se kjer navdihuješ pri komu od streamerjev? Ja, zdaj, odkar jaz sam streamam, zelo malo streamerje pogledam, dejansko nimam časa, da bi jih tudi gledal, ne. Pa pač zdaj tudi, ko imam punco pa to, nimam časa, no, da bi prav streamerje gledal, rajš z njo pogledal kaj na Netflixu in to je to, ne. Ok, to je super. Tako da ja. Super, se te podpira, je v redu, shoutout za koga, za KT? Abi. Abi, kje si Abi, shoutout za Abi? Definitivno podpira, ja, zaradi tega, ker so vas se tudi spoznala v videoigrah. Kje? Česa? Ja, v Overwatchu. Okay. Hold on, čakaj, daj. Ja. Tell me the story, go. No, ok, se pravi, takrat, ko sem bil pač v teh težkih trenutkih, sem pač začel Overwatch igrati. In sem naletel na eno grupo ljudi, ki so igrali, in v tej grupi bila tudi v bistvu Abi, pa so me povabili, če grem igrati, pa smo igrali tako 1 let, 2 let, pol pa 1 let nič ni bilo vmes in sem imel jaz kot opis na Discordu, da igram hentai simulator, tako za joke, ne. Okay. In mi je ona pisala, kva jaz to igram. In to si v bistvu začeli in sem rekel, ne, to nič ne igram, to je za jebanci, ja. In takrat je lik Fortnite vam prišel, sem rekel, ja, bi šla kaj Fortnite tako za foro igrati in so šla igrati. Pa so se pogovarjali, pa so se ful ujela, pa sem rekel, veš kaj, daj bom jaz prišel v Anglijo malo pogledati. In sem dejansko šel v Anglijo in od takrat naprej so bila pol, pač skupaj so bila najprej 1 let na dolgo razdalja, ker je bilo dosti težko, pa se je pa ona sem preselila, tako da je zdaj že 2 leti tle. Do tebe, mislim, skupaj živite vse že? Ja. Super, to pravi iz Anglije, lepo. To si pa čakaj, pol si pa Fortnite, ne, prav Overwatch, pol ta hentai, pol Fortnite. Ja, pol je Fortnite sva igrala, ja, pa. Po greš ti v Anglijo z eno dobro karto, poceni karte. Ja, kaj, a si jo presenetil? Takrat za 80 €, ja. Ne, to ne, v bistvu sva se vse zmenila. Okay. Ja, ona tudi vprašala, oče, če lahko je dovolj. Okay. Ne bi dovolili, da pa ona šla prva sem.
ampak sem pa lahko jaz tja prišel, no, tako da. Aha, Ampak ima pa okej. ful dobro družina, tako starši so tudi ful cool, Ja. tako da, Jaz mislim, da bi prišel tja, tako skupaj igrala. Jaz sem vrtep na domu. Alo, poglej, vrni se. ja. Zraven. Ok, ful dobro. Shout out za Abi, res. Ona tudi igra kaj? Na streamu je še nismo, ona tudi igra na streamu, je še nismo videli, ne? V bistvu je, ne, parkrat je streamala namest mene, sam je zelo sramežljiva in tudi ni toliko do tega, je rekla, da nikoli ne bi mogla tega delati. Ampak ja, zdaj, ko imam studio, večkrat lahko tudi kaj skupaj odigrava, no, zato ker prej je vse odmeval, če so skupaj igrala, ker so bila en zraven drugega. Tako da ja, ampak zdaj, odkar sva živela tukaj skupaj, dosti manj igrava skupaj, medtem ko prej sva skozi igrala skupaj, ne, nekako bil to najin čas. Ful dobro, ne. To je prosti čas dejansko, so si organizirala okoli videoiger tudi. Ja. Lepo. Fajn. Ok, imaš kako bizarno stvar še kaj iz streama, najbolj bizarno, ko se spomniš, kaj takega? Prav iz streama. Tako, vezano na streamanje, ajde sedite. Ja, zdaj ena je bila, z enim sem igral in je rekel, da bi ubil vse gej ljudi. In takrat se mi je odpalal. In sem imel celo pizdarijo, ali kako bi rekel, ne glede tega, bilo je na TikToku in vse. In sem videl polhan pol komentarjev, kako se vsi strinjajo z njemu. In je bilo meni to tako pač čist wow, ne, pač, a dejansko tako razmišljate, pa otroci stari 9 let pa so se strinjali z njemu, ne. Tako da sem imel pač, velikrat hočem govoriti glede rasizma, homofobije pa to, ker ni to prav, ne, pač vsi so sami ljudje in tako naprej in hočem pač ful delam na temu, no, da probam spremeniti mnenja, sploh teh mlajših, ne. Tako da, ta je bila po moje najbolj. Bizarno. Ampak to je, mislim, to povezano je, ne, to je ta predsodaj do videoiger, ne, da je dosti veliko trolov, da je dosti veliko tega nekega oddalitve od pač nekih takih vsebin ali pa ne vem, da se ne moderira, pa tudi ne vem, bolje grobo, bolje teh stvari, več se bo pač, kaj bi rekel, ne prodajalo, ampak bo šlo bolj viralno bo, ne. Koliko ti sam gledaš to, da tega neko trolanje pač iz neke internetne kulture, ne, memanje, mimanje, gifi, ne vem, vse te stvari izhajajo iz tega, ne, ampak kako gledaš ti na to internetno kulturo, če bi rekel, če povezuješ s streamanjem? Tako bom rekel, internet je en problem, ne, da so pač ljudje se dejansko izražajo tako, kar se v real life nikoli ne bi. Govorijo take stvari, ker če bi videli to osebo v živo, pač jaz grem staviti, da sem že spoznal v živo enega, ki me prek spleta hejtuje in ne vem, kva se je govoril, v živo se je pa hotel slikati z mano, 100% je bil kakšen tak. Tako da zelo veliko je tudi takih, no, da ne vem, da nekako za pozornost ali kako preko to delajo, no, kar je že malo žalostno, ampak ja, pač. Sprosti se ta filter, ne, ni več nobenega urednika več ni spodaj, ne. Anonimnost malo doda zraven, ne, saj anonimnost pa vse to doda verjetno zraven še temu, da lahko ustvariš tako vzdušje. Pri človeku, če gremo za konec tega dela, ja, tvoji v okolici, prijatelji, ne vem, znanci, bilo kaj igrajo Fortnite bolj ali tako, kako je vzdušje glede tega, ne vem? Prav znanci ali kako pa? Ja, znanci, ti prijatelji, neki ta bolj... Ja, po moje, tako od moje generacije, se mi zdi, da te, ki jaz poznam, je zelo malo gamerjev. Eden je od košarke, zdaj, ko sem bil ful presenečen, da igra, Žiga Bergant, z njim smo igrali v Heliosu in mi nikoli ni izgledal kakor gamer ali kakorkoli. In mi je pisal, ko me je videl, da streamam, pa sem bil tako, čakaj, kaj ti igraš video igre in sem bil tako ful presenečen, ne. Tako da zelo malo je, no, teh od prijateljev, pa to se mi zdi. Dobro, zdaj imam veliko prijateljev preko videoiger, ampak tako pač od prej, ne. Se mi zdi, da jih je zelo malo, ki so v tem noter. In ker pa streamanje tudi je popularno, v smislu tako NBA, mislim, če si gledal v tem fazi, ko je bil COVID, pa so jim zaprli, ne, ko se je končalo tekmovanje, dosti jih šlo streamanje. Anthony Davis streama, na primer, Devin Booker je streamal, ne, Schroeder streama, ne, se mi zdi, nekdo še se. Pa so imeli tudi tekmovanje, ne, v e-sportu imela med različnimi igralci, NBA je bilo, ne, zelo zanimivo, da jih zelo veliko igra. Tudi LeBron James je vedno nek intervju, ker ne vem, zdaj to bilo tako, da malo napihne zgodbo, pa malo marketinga, pa tako je govoril v smislu, koliko je on preigral, pač dejansko NBA live, pa tukaj je zraven, da se je pač
da mu je bilo zabavno upočasniti igro tam na tiste, da je videl Ja. razvoj igre. Ja. Pač jaz mislim, da dejansko športniki so eni izmed večjih gamerjev, se mi zdi. Zato, ker veliko potuješ, pa kad ti je to služba, vmes, ko ne treniraš, si itak doma, ko moraš počivati. a ne. In nimaš drugega zadela, kot da igraš video igre. Tako da se mi zdi, da zelo veliko športnikov igra. No? Največ sicer konzole, bolj kot na PC-jih, ampak se mi zdi, da je tako 70% športnikov zihar gamerjev. No? Ampak je to si zelo dobro opazil. Jaz tudi opažam to, da ljudje, ki se preselijo nekam, pa grejo, ne vem, tako že jaz, ko sem se preselil iz Konic v Ljubljano pred 7-6 leti, ne, sem si še lepo, ko sem se v Ljubljano preselil, kupil kaj novega, konzolo, pa takrat konzolo, PlayStation, ne še računalnik. Ne, in tudi, ne vem, prijatelj ta Tine, naprimer, ki je v Franciji igra, ne, on tudi si je takrat, ko se je preselil, ne, si je kupil, imel je 2 prej, pa si je pa šele 4 kupil, pa zdaj 5. Ne. Tudi Timo, ne, ko je isto v Franciji nek čas igral, ne, ni vedel, kaj bi, ne, pol tam jezik, to si je kupil takrat 4, ne, in to je res, da se ljudje preselijo, je nekaj res povezano s tem zraven. Ok, pozdravljeni nazaj, smo še v zadnjem delu z Skorp LZ-jem oziroma Žigatom Lahom, kateri bomo pa reševali ta naš standard NBA Random Trivia Quiz. Eno vprašanje za enega igralca iz vsake ekipe, ne, Žiga Lah je v preteklosti igral dosti košarke, ne, pa da vidimo, koliko se še znajde v najbolj random vprašanjih. Totalno najbolj randomih vprašanjih. Shout out za Antona Kataleniča, ki je to pripravil za našo Fantasy Yahoo ligo v koncu sezone. Pa da gremo kar s prvim vprašanjem. Jaz ti bom prebral vse možne odgovore, to in pol, da vidimo. Ok, smo pri Atlanti. Centra Hawksov, Clint Capela in Bruno Fernando imata fotra iz iste države. Katera? Angola, Demokratična republika Kongo, Mozambik, Gvineja. Kaj praviš? To je tako random. Totalno random. Ma ne, tle sem razmišljal, da Angola bom rekel, recimo. Angola, ok. Boston. Koliko tekem je zmagal Kemba Walker v svoji rookie sezoni? 20, 16, 7, 11. On je igral v Hornetsih na začetku. Ja, v Hornetsih je. Ja, oni so bili zelo slabi, tako da si tudi le vidim, da ni veliko zmag. Po mojem bom rekel, 16. 16, ok. Recimo, ajde. Okay. Brooklyn. Poškodovan sicer trenutno Spencer Dinwiddie je lani zagnal a blockchain-based app for influencers. Kako je ime temu appu? Nebulon, Cryptops, Block Party, Galaxy. To prvič slišam, ampak predvidevam, da Block Party. Ta se mi zdi najbolj, razen če je to res dejansko trik, ne, da je tako ime zdaj. Ja, bomo videli. Pri Charlotteu, to sta dva dvojčka, ki igrata pri Charlotteu, ja, pišeta se Martin, ampak iščemo tistega, ki številko 11. Igralec številko 11 je Caleb Martin, Cody Martin, Kenyon Martin ali KJ Martin. A to je zdaj čisto na novo, a? Pa mislim, da ja, noč se zdaj druga sezona, ki igrate. 2 leti nisem nič spremljal, ok. Tak, z prve, ajde. Razmišljam med Calebom pa Kenyon. Ok. Bom dal Caleb. Caleb Martin. Naslednja Chicago. Garrett Temple je igral za koliko NBA ekip? 10, 9, 8, 7. On je zdaj, meni se zdi, če se ne motim, v 13. letu sezone. Dejansko ne vem, kdo je to. Garrett Temple pri Chicago. Ja, mislim, da celo iz klopi zelo prihaja pri Chicago, ali je celo v prvi nastajci, se ne spomnim. A bi ga mogel odkrat poznati, ker mi je ful mi je neznan tale ime. Pač, če bi ga poznal, je to, ker je res nestanovitno. Smisel, da je res igral za dosti ekip, ne, v svoji karieri. Res je zelo veliko menjal, kot Gate skoraj. Tako da, ne vem, probi. 10, 9, 8, 7. Predem, če je velik, se Šek je bil tudi velik ekip drugače. Ja, Šek tudi je. A glede na to, koliko ti govoriš, koliko velik je, bom dal 10. Ok. Kako je ime temu D-Wade-u, ne? Vemo, da drugi je... Dwayne Wade, ja. Ja? Ta pa je...
O moj bog. A veš, tako, če bi NBA tukaj kaj streamal, ne? Zdaj, ko si ga, evo, zdaj sem videl, evo, celo streama. Zdaj sem ga, ja. Vidiš, če bi zdaj to, ne, tam boš verjetno Če bi ga malo več. opazil, ne. A veš, to je to vprašanje, ki ga dajo, če kdaj gledaš ta Inside NBA, ki Charles Barkley dajo random igralca in pol, who he play for? Kako je med temu D-Wade? Kako je med temu D-Wade? Zadnji 2 leti sem res čist izven tega za NBA. Dobro. Odkar je korona, ker se je začela korona, ko so neki scancel pa to, Ja, sem ja. čist nehal gledati takrat. Moram spet nazaj odprijati. Oh, fuck. Dwayne Wade je moj najljubši igralec, tako da to definitivno. Da bi če te bo ta D-Wade, no, kaj bi tako probi, na D neki. Denis. Ne. Uf. Damjan. Dion Wade, ne vem, Dion, On. ali karkoli, ne vem. Ja, Okej, recimo, ajde. Okay. Pri Detroitu smo. Kdo je bil zadnji trener Killanu Hayesu, preden je šel v NBA? Hint, bil je Slovenec. Bil je Slovenc. Ja. Jaz to. Kakšni so ti trenerji, ki so ti znani v Sloveniji? Pa, kakšen ta, Sagadin. Zmago vsega, ti prav. Sam ne vem, a je on, ne, samo, ja, odvisen, kdaj je zdaj to bilo, ne? Ja, Sagadin Killen je zelo Hayes, znan, a ne? 3 leta nazaj, meni si je Killen Hayes, ne vem, če ni kaj več, 3 leta, ali 2. Ja, se ne vem, Meni če si je Sagadin mlad. še zdaj. Sagadin ni več nikjer, a ne? Ne, Zagadi meni si je, Čakaj, ne, kaj že pa- pokojen. Ok, Okoran, recimo, ajde, Okoran. Ok. Indiana. Postajala su dosta glasna šuškanja kako bi mogao biti novi igrač u hrvatskoj reprezentaciji, o katerem košarkarju Pacersov je govora Oshie Tribisett, TJ McConnell, Kosiš Stanley in Malcolm Brogdon. Se pravi, za katerega se je sušljalo, da bi lahko igral za hrvaško reprezentanco. Kdo misliš o teh? Kdo ti je najbolj znan od teh Ja. prvič? Ja, Ti kdo zna? TJ McConnell Okay. mi je še najbolj znan. Je. Kdo bi Pa najbolj... Casey Stanley, mogoče Ok. tudi mačkane, ja. Kdo bi najbolj prav pasal? igral, Ja, dejansko se je govorilo o tem, da bi lahko postal... kaj, da bi Opa, ga sem dal. podpisali ali kakor. Ja, za hrvaško reprezentanco, kot ta je tuji igralec, ne, kot, ne vem, Anthony Randolph Ja. pri nas, ne. Kaj pravi, zdaj sem slučajno stisnil. Ja. Kaj Pa boš ne vem, rekel? če se je dosti govorilo, recimo TJ McConnell, ajde. Okay. Recimo, to imam jaz toliko gibala. Valjda, saj to si. Prav bom zelo vesel. Jaz ni nabral, meni si je 5 ali 4 točke, no, tako da 4 točke, 4 Ja. pravilne, ne. Meni si da 16, a koliko je ekip? 16, ja, toliko je ekip, ja. Miami. Bi bilo kar, ja. Eno od teh ni ime brata, sestre, Preciosa Achue. Can you guess which one? God's gift, God's love, God's will, God's bliss. Dejansko vse ostale, pač dejansko ima So prav. brata, ja. Ampak eno od teh ni prav. O moj bog. Če se praviš, tako da daš sinu ime God's gift, God's love, God's will, God's bliss. Kera mi tako najbolj... Kjer je najbolj... 100%. Gift se mi Ok. zdi, da je. To je, bi si jaz tudi kar rečem, Love da je. tudi. Po moje God's will, mogoče ni. Da ni, okej. Recimo. Božanska, kaj je to, želja, ne, volja. V Ja. Milwaukee, v kateri sezoni je Brook Lopez zadel svojo prvo trojko? Hint, Rook je bil leta 2008-2009, se pravi, Brook Lopez kdaj igra na centra pri Milwaukeeju, trenutno mislim, je imel zadnji celo 6 blokad na tekmi proti Bostonu. Dost pozno je začel metati trojke zadevati. Trenutno kar fajn meče, kaj, 10, 12, 14, 16, sta brata, Lopez. Ja, zdaj, ker imam občutek, da sem še celo videl njegov prvi šut, kaj je zadev, ej. Ja. Sanke ne vem, Si kdaj ga bilo. videl? Se pravi, mislim, da če sem bil jaz na teh olimpijskih 2014, pa se mi zdi, da je lih takrat enkrat bilo možno, da to. Ma da je Okej. 2014, da ima, ajde. Okay, New York, 23 Savage je Twitter handle katerega nika? Julius Randle, Kevin Knox, Taj Gibson, Mitchell Robinson. Mitchell Robinson je obrambni, Taj Gibson je veteran, Kevin Knox mlad, neki sklopi. Julius Randle pa je najbolj napredoval to leto. In postavljen je kar centerpiece Knicks. Ja, Twitterja pa tudi ne spremljam, ja, to.
Ja, Julius pa Tash Gibson se mi zdi. Okay. Zdaj, nisem Veteran ali mladina? Kaj bi, veteran ali mladina? Mladina, Julius veteran. Randle bom dal, ajde. Okay, dobro. Orlando. For me, Black Lives Matter are supported through the gospel. All lives are supported through the gospel. Kateri Magic player je to rekel potem, ko edini ni sodeloval v Black Lives Matter protestu v Bablu? Mo Bamba, Dwayne Bacon, Mo Wagner pa Jonathan Isaac. Kdo bi to rekel? To od teh bi rekel, da ne bo prisostoval. Zelo. Ja, te so res taka vprašanja. Bom dal Mo Bamba, ajde. Ok, Mo Bamba. Ima vse komat, Mo Bamba. Snel ga je pa v drugi ligi. Ja, pol je popularen, celo Bamba, ne vem kaj že naslov, ampak neke francoski drugoligaš ga je posnel dejansko. Zapel Philly. Kateri 76ers je populariziral Ninja Headband, preden ga je NBA banal? To je bila tudi neka taka debata okoli tega, lahko nosijo te sam LeBron James ga je imel prejšnja sezona, nič. Ja, nekaj je bilo, pa ne bi smelo biti marketirano, ko so hodili z Nikeom, ne, in pol nekaj se ni smelo. Nekaj je bilo, ja. Je to Mike Scott, Anthony Tolliver, Tobias Harris, Ben Simmons. Ja, si hotel reči nekaj? To je bilo zdaj, ne? Ali je to bilo pred kratkim, da so ga banali, ne? Ja, to meni si tako, še 2 sezoni, eno nazaj, nekaj takega, ja. Ben Simmons ali Tobias Harris, mi zdi, da sta taka, ki bi... Mogoče Tobias Harris bolj, kot Simmons, recimo, ajde. Okay. Toronto, Chris Boucher, to je center, ki se zdaj veliko veljal v Torontu, prej o tem, ko je Gasol zapustil, je edini NBA player ever iz Svetega Vincenja in Grenadinov, Guadalupeja, Svete Lucije, Haitija. Pojma nijo. Tole pa čist na blef dajo, Haiti, ajde. Haiti, okej. Tle jaz lahko razmišljam. Še zadnja, Washington ni bil John Wall, ne? Se pravi, not John Wall is the fastest player in the NBA, DeMarcus Cousins said leta 2014, ko si bil na olimpijskih, o kom je govoril? O Russellu Westbrooku, Ish Smithu, Garrison Matthewsu, Raulu Netu, ne? Kdo od teh, ki ni bil John Wall, je najhitrejši? Ja, najbolj logično se mi zdi mogoče Russell Westbrook. Ampak, ne, da ima ta vprašanje. Ja, sej. Se mi zdi, da je lik za to on tudi noter. Prefinjen Anton, ja. Boš, kaj daš? Bom dal Garrison Matthews, ajde. Ok, daj, no, pošli. Ogled ocene, to ne gledati. Prva Angola, bravo, se pravi, začel si dobro, ne? Iz fotra, iz iste države, Angola. Sam naprej zgledal. Katero tekom je igral Kemba Walker? 7, ja, res so bili slabi, tako si rekel. Intuicija je bila dobra, ne, res so bili slabi. Galaxy, Spencer Dinwiddie. Ta se mi izdela, da je tak clickbait, tako je block party, pač najbolj je tako zgledal. Ja, party. Caleb je bil pa Cody Martin. Cody. Res nisem od tega, da, ja. Chicago, čisto isto, ja. Še 10-11, ok. Ja. Garrett Temple si troho bravo, za koliko je nekaj igral? 10, ne, res je. To si ti pomagal. Kako je imeti modime? Dean, to ti dam, ne. Opa, to je pa res, to je bila, wow, Dean Wade Dion. Ja, dejansko je bilo zelo blizu. Ja, ti damo to, šteje. Detroit, Ljaka Lakovič je bil. A Lakovič? Nisem mislil, da je kakor da je trener. Drugače je Okoren mi imel v Heliosu na koncu. Kdo je Okoren, kjer je to? To ne poznam. Gašpar Okoren, imel je tudi reprezentanco, če se ne motim. Aha, Gašpar Okoren. Ja. Strofu, bravo, TJ McConnell je bil tisti, ki se je šuškalo. Smo se zadnjič zabavali, da bi še morje malo pokradil. Hrvaški, ki je vela za Mesija igralca z največ stili na tekmi. V eni tekmi, ja. Miami, God's Bliss je bilo ime. God's Bliss sem razmišljal pa tako. Oni prvi 2 se mi je zdelo, ok, sta. Te da sta bilo pa res, ker vse bilo bilo, če da take imena.
Milwaukee, bravo, dejansko si ga videl, jaz ti verjamem, da si ga videl, veš, ne. Potem sem nehal igrati, ne, pa sem vedel, da ziher ni pol potem. Okay. Twiddle Handler, Mitchella Robinsona, 24 Savage. Okay. Hvala, ja. Black Lives Matter ni prisustvoval Jonathan Isaac. Bamba, 76ers, kdo je populariziral? Mike Scott. Mike Je bil Chris Boucher. Mike Scott, Mike Scott, daj sam pogugli ga, da vidim, če je to ta, ki ga imam v mislih. Prej, ko sem prebral Mike Scott, nisem od tega mislil, da vidim. Da vidim Mike Scott. Evo ga. Ninja Headband njegov. Ne, enega drugega sem imel drugače v mislih. Samo je dosti podobno. Ta je tega, viš to ne, je bilo to fora, ali nekaj niso smeli. Ne vem, zakaj je bilo res. Zato ni mi jasen. Zanimivo. Da vidim se tole. Ok, zdaj gre naprej, Toronto je naslednji. Opala, da sem si tole dal. Toronto, ja. No, ok, sem pa tu. Toronto. Chris Boucher je iz Svete Lucije. To se to je. Washington je pa Ish Smith. Ish Smith, tam mali zdaj še igra. Ish Smith, ok. Ok, se pravi 5, 3 so bili 4. 4, enega si ti stel, ne? 4 pravilne, se en, wow, ok. Jaz sem zadovoljen. Ja, v redu. Ok, gremo še na West. Isto Dallas, eden od teh Mavericksov se ljubiteljsko ukvarja s slikarstvom. Kateri? J.J. Redick, Dwight Powell, Willie Cauley-Stein, Boban Marjanović. Zdaj, če poštudiraš, ti dam klic v sili, da Boban Marjanović filme snema, ne? Aha. Tako da... Sam zdaj ne vem, a si me s tem... Ne, to sem dal, a veš, ko da še kaj že... glas občinstva, klic v sili. Hotel sem reči, ali J.J. Redick ali pa Boban sta mi taka, da bi mogoče res to. Boban je v filmi. J.J. Redick tudi nekaj dela, zdaj kar popularen malo o tem. Ma neki, ne. Dwight Powell, tudi neki, sem ne vem kaj točno, nekaj igra, ne. Willie Cauley-Stein tudi nekaj. Zdaj si rekel klic v sili, a to zdaj pomeni, da je Boban ali kaj? Ne vem. Klic v sili, da ti izločim enega. To je ono, polovička. Polovička, ok. Polovička. Boban Marjanović je v filmih, Dwight Powell igra kitaro, se pravi, ostajata si J.J. Redick in Willie Cauley-Stein. A veš, koliko Willie Cauley-Stein zgleda, kaj? Ne, v bistvu ne. Da vidim, ajde, da vidim, kako se gleda. Willie Cauley-Stein. Kaj je Willie Cauley-Stein? Evo. Willie Cauley-Stein. Ja, čeprav vem, ker je, ja. Pri Sacramento je bil zdaj predelo se. Moj bi dal kar njega, dejansko bi dal pola njega, namreč J.J. Redicka. Že to dač prišla, ja, dran. Ok. Si rekel, da ne spremljaš, ampak en od Meon Trade je bil zdaj, ki so ga naredili Nuggetsi in so dobili Aarona Gordona iz Orlanda, ja. Napiši priimek vsaj enega od dveh tradenih igralcev. Ko so ga Nuggetsi dali. Faka, res ne spremljam in tudi ne vem. A to so zdaj govoril o tem? Ja, mislim, letošnjo sezono so ga menjali, ja. A Mitchell še igra? Mitchell za? Za Denver, a je on, čak? Ne, ti z Jazz, misliš, ja, on je za Jazz, ja. Aaron Gordon, probaj en priimek, kaj, ajde. Dejansko ne vem, kdo da fak je zdaj le. Priimek. To pa... Ne znam ti sploh prinkati. Rečma, lah. Ajde, ja. Ker sem toliko izvan tega, da sploh ne vem, kdo kaj igra zdaj, tako da... Zdaj pa še en... Nazaj odpred, me kar sram. Še ena čisto ven iz tega. Golden State, Klay Thompson v tem intervjuju govori o... Če si zdaj videl na YouTube, je ful predlagalo ga. To je bil nek intervju, kjer ga ena novinarka sred New Yorka, ne, ali v San Francisco ustavi. Videl sem, pa se ne spomnim, kje je bilo. Videl sem ziher tale video. In vsi, ki smo kdaj slišali zabaviti, to smo videli. Kaj dejansko ga je vprašala? Ne vidi, da je prišel, on je hladnokrvno odgovoril na temo, bil je vesel, ker ni šlo se za basket, ampak o čem je govoril, če ni o basketu?
Kaj misliš? Kaj se ljudje, kaj novinarji random? O politiki, recimo, ajde. Politika. Ja, res se ne spomnim. Videl sem 100% ta video, pa se ne spomnim. Okay. Houston, ta igralec je bil tretji NBA player s potrjenim COVID-om. Prva dva sta bila Gobertin, tvoj, ko si ga prej omenil, Donovan Mitchell, Kelly Olynyk, Daniel House, Christian Wood in John Wall. Zakaj ni dal za prvega igralca, ki to bi vedel? Ti si jo tudi znano, ja, ko neki prijema, ali kaj je žilo, ne? Ja. Gober, ja. Imam občutek, da je Kelly Olynyk. Okay. Mislim, da je on. Okay. Clippersi, kaj je Serge Ibaka pripravil Kawhi Leonardu v How Hungry Are You? Bikova jajca, biko penis, krav jajčniki, kozi anus. To si videl ta epizodo? Tega pa nisem videl. Ne. Aha, to se pravi, Serge Ibaka je ponavadi povabi enega igralca iz NBA in naredi res najbolj bizarno jed, kaj je mogel, od neke kače pa do ne vem kaj še vse. In v How Hungry Are You s Kawhijem je pripravil nekaj od tega ogabnega. To imam prav svoj YouTube ali kako? Ja, Kawhi, mislim, Kawhi Ibaka ima, ja, Cooking with to nisem videl, to moram pa pogledati. Ja, ima take nek, pa res so bizarne stvari. Bikova jajca bi rekel, da ni toliko mogoče, ker vsaj folk prav, da je dober celo. Aha, ok. A je štil mogoče, bikov štil, jajčniki, ne, ti so kar notri, krav, jajčniki. Kozi anus mu je dal po moje, se ne čudo. Po moje mu je dal to. A to si videl, da je to v življenju sploh kozi anus? Mislim, da sem, lih zato wow. to. Ok. Pač ne v real life, ampak... Ja, ok. Ne, v real life nisem. Kozi anus. Hvala Bogu. Zran. Kozi, ne bom sploh googlal, saj hočem videti, kozi anus pripraviš. Lakersi smo, he's a great player in transition and once you get him in the half court, he's average. Kateri Laker je to rekel? Beno Simonsu, Montrezl Harrell, Kyle Kuzma, Jared Dudley, Andre Drummond. Katero od njih največ trash talka? A misliš? Kuzma bi rekel, da ni onka največ trash talka. Ok. Andre Drummond. Velik rebounder. Jared Dudley se mi zdi, da je tak bolj. Ok. Da je tak bolj, da trash talka. Ok, Jared Dudley, ok. Bom dal njega, ajde. Dobro. Meni si Jared Dudley pride not v igro, da 2 trojke in pol Celja Ljubljane dol vrgu, ne? Se obnaša. Ne, on se mi zdi tak, da bi. Memphis, kateri letnik je v Lančunisov Audi na sliki? Ojoj. Zgleda zelo star, ja. Zgleda kar špara. Fakt pa, ker se na avto res nič ne spoznam. Kaj to slučeš, ne vem. Bom rekel 92, ajde. 92, pa le kam je odpad, vsaka čast. Mislim, še ima to, mislim, v računi zaslužiš, ne vem, 1, 2, 3, 4 na sezono in pa tako res predan človek, bi rekel. Ja. Mislim, to je v bistvu, meni si, da je tako tule glih prestopil, ne, pa je se mogel iz Latvije, Litve, kot je pripeljati prek morja in vsega do NBA, ne. Se zvam. Minnesota, katerega soigralca je D'Angelo Russell kot ruki sničal prek Snapchata, da vara punco? Nick Young, Julius Randle. Nick Young, ok. Ja. A to si pa, jaz si to sledil? To se spomnim, ja. Ok. New Orleans Pelicans. Koliko polbratov, sester ima po očetovi strani Steven Adams? 8, 14, 17, 24. Vse te številke so približno realne. Ja, center od Pelicansov. Ja, to je močen iz... Ja. Res močen, ne, mislim tako... Očetovi strani sam. Ja, zato ne. Se predstavlja, da moraš... Vem, da ima veliko družino, ja. Vse te številke so velike, tako da... Še to pokličeš, mislim tako... 8, 14 bom dal. 14, 14 ljudi, koliko si v redu, To bankrotiraš sam z darili za rojsten dan. To, pa da je neka drama v družini, si predstavljaš, da ne vem, da imate kaj je, kaj so že pogodba, ko se razdeli premoženje, no. Fuck. Vsak dobi 100 evrov na koncu, ja. Ok, si. Kak nickname ima Alfredo William Horford, oče Ala Horforda, ki trenutno igra pri OKC-u, se mi zdi Horford.
Stalin, Lenin, Che, Tito. Oče njegov. Ja, kako nima oče. Stalin, Lenin, Che, Tito. On dal Lenin, ajde. Lenin. Recimo. Dejansko ima eno tega. Tu sem imel pa na Je tem, random, mislim. ja, čez 5. 5 sem imel isto prav, 6. Čak, čigave so te patike? Pri Phoenix Sunsih smo, čigave so te patike number one sneakerhead ekipe. To je Torrey Craig, Javon Carter, Okay. Langston Galloway, DeAndre Ayton. Ful so lepe. Pač to mi je všeč ta roza neonska barva. Jaz sem tudi take vijolično roza, super, ki so mi bile vedno najbolj všeč. Ti imaš tudi barve v tvojem Vim studiu, so take neonske mal, ne? Ja, imam v bistvu taka roza, pa neon barve, ja. Se mi zdi, da tako ful lepo izpade, no. Ful pač gamer, neki se, mislim, ljudje, ki gamamo, ful neko ti je, ne vem, skaj ti je prišlo, pač ta neka cyberpunk fora, ali kaj to pride, ne vem, da je tak s temi barvami povezano. Pa povej zdaj, no, kdo od teh, Torrey Craig, Phoenix Suns, Javon Carter, Langston Galloway, DeAndre Ayton. Daj bom dal Ayton, ajde. Ayton, center, trenutno se dokazuje, če si gledal, gledaš drugače zdaj, nisi rekel, da ne, bolj ne, zdaj le trenutno, ne, kaj highlightse? Probam malo gledat, pa vedno pozabim pol pogledat, tako, finale bom zihar gledal, pa Dončića sem spremljal. Ampak, ja, težko, ful je težje spremljati, če enkrat nisi več noter, tako ful ne veš, kaj se dogaja, ful težko, tako dejansko hočem za naslednjo sezono, da malo bolj. Ampak mi je pa všeč, da je končno tako, da ni več skozi ena ista ekipa v finalu. To mi je pa ful všeč, da dejansko neš kdo bo v finalu zdaj. Ful se je spremenil, ful je te nekih underdogov, ki je prišel lepo zraven. Kje si? Edin Brooklyn, ja. Edin Brooklyn, ja, upam, no, da bo neka kiksa, no. Jaz sem dal sicer, da bo Jazz zmagal, bomo videli, kako bo prišel do tega. Jazz to je lahko kar lepa, pa Phoenix je prvoščen. Tudi to. Milwaukee je tudi. Sam ne vem, če bo. Kje si pa pri tukaju, zdaj v igri tam, pri streamanju nisem zdaj spremljal, kje si že? V Cleveland sem šel. V Cleveland, ok. Ja. Zakaj imaš kako? Sam to slabo igram, Ja, sem tako. Hodil sem to slabo ekipo, ker sem mislil, da bom imel več minut, veš. Mi igramo skozi te, mislim, 1-1 v te fore, ne. Jaz sem si zelo naredil my player, pa te fore, da sem že tam v reku igram časih, ampak časih sem zaradi tega, ker pa ne morem spremljati toliko, tako si sam rekel, NBA, sem da imena igralcev zvem ali pa to, kaj se dogaja. Hiter. Ok, gremo na Portland. Kateri Trailblazer je dobitnik promocijskega naslova wrestlinga 24/7 Championship? To je mesija WWE Wrestling, Worldwide Wrestling Association. Harry Giles, Robert Covington, Jusuf Nurkić, Enes Kanter. Kjer ti zgleda najbolj ono? Kakšen Nurkić, Kanter mi ne zgleda tak, da bi bil noter, po mojem ne. Ok, Nurkić? Za te dva, za Harry Giles pa Robert Covingtona pa dejansko ne vem. Pač ne kako zgleda, tako da ne znam, bom dal Nurkića, ajde. Ok. Sacramento, kakšen procent meta za 3 je moral imeti Mo Harkless leta 2017 v pogodbi, da je dobil polmilijonski bonus? 25, 33, 35, 40. Se pravi, da mu daš polmilijonski bonus, kaj bi rekel, koliko mora imeti? Jaz bi rekel pol 40%, ker 40% za 3 je insane, ne? Ja, pa to je curry level, ne? Ja. Okay. Tako da jaz bi dal $500,000, po mojem bi dal res kar 40%. Ti si hard, upam, da nikoli ne boš imel promocije, tako fulne visoke, visoki standardi. San Antonio, the three goggles, to je to, kot tako naredijo, neko tako na oči gor, ne? Ja. Trend became popular in the NBA whereby players fit themselves with an AOK hand gesture goggles after they make a 3-point basket during a game. Nekdo and a teammate Rudy Fernandez are credited with having started the trend. Rudy Gay, Paddy Mills, Derek White, Trey Lyles. Pri San Antoniju, kdo je to? Paddy Mills, ajde. Ja, ok. Katera ekipa še zadnja? Katera ekipa je dropnila Joe Inglesa, preden so ga Jazz pobrali za 100 leta 2014? Če gledamo, da zdaj deva po 10-12 pik na tekmo, dober četrta izbira za met. Prvi postavi malo sklopi, so bili to Clippersi, Lakersi, Kingsi, Magiki. Za 100 so ga pobrali praktično.
Kdo od Zastonj. teh? Zastonj so ga pobrali Jazz, ne? Kdo ga je pa drapno? To, kdo ga je pa dropno, ja. Clippersi, Lakersi, Kingsi, Magic. Kdo se je uštel? Kakšni so taki? Kakšni Kingsi ali pa Magic, imam občutek, da bi kaj tazga. Okay. Bondo Magije, Kingsi, ok. Pošli, da vidimo gled ocene. To da, okej, bam, Willie prav. Cauley-Stein. Pobavim si je sam nas tetoviral celo še kaj na sebe. A res? Ne vem, ampak te gledam, ko smo prej gledali, ne, da ima res Harrisa lepe pa barve. Harris Hampton je bil, ja, Harris pa Hampton je bil nisi bil ti zraven. Nisem jaz pa. Nisi ti. Klay Thompson je govoril o gradbenih odrih. V gradbenih odrih so ga spraševali, pravila ga je. Ne bi nikoli Ja. videl, ni šans. Si ga je spraševala, kaj motijo gradbeni odri tu v mestu. Pa je rekel, ja, ne, vrejo, tako ljudje morajo delati, fajn, da se prenavlja. In ona meni si, to je, pa nas ni vedela, s kom se pogovarja, ne, to je bilo dobro, ne. Pa se ne zgleda, To to je je, verjetno ni zato njemu fajn. ja, Je ja, tako. Meni je tudi tako, ko grem ven, ja, pa ko vidim, da so te teenagerji, ja. ki me gledajo, pa tako me je tako prav awkward mi je, zdaj A, to res? zunaj pomenka, res, ja. Ja. Ful je awkward. In kaj pa narediš, tako, mislim, pride kdaj na avtograma, pa kaj? Ja, rajš to vidim drugače, kot da me sam gledajo, a ne. Strmi v tebe, Je okej. tako, je tako čuden, ne vem. Strmi. Tako sem čakal, da se že primeš ali nekaj, tako malo, Ja. ne vem se, kaj se dogaja. Ja, pa dobro. Houston, ta igralec je bil, tretji je bil Christian Wood. Ja, ni bil Kelly Jaz Olynyk. sem bil skoraj ziher, da je bil Kelly Olynyk. Rip. Moče kasneje. Clippers, Serge Ibaka mu je prav Bikov penis, ni bil Kozi Anus. Ok, zdaj pa si me prepričal, čak da vidim. Kozi Anus. Več. Ja, ok. Aj, Kozi Anus. Tole. Ja, ne vem, sploh ne kaže to za jest. Ok, da mi bo še YouTube cenzuriral, ok, tako pravim, že golote. Ok, wow. Aj ne. Lakers, he's a great player in transition and once you get in the half court, he's ever. Kaj je Lakers, to Beno Simons, bravo, Jared Dudley, vadla. Ja, res si treš toke. Ne vem, če ne konkurira že kje za največ izločitev iz tekem. Kaj se ne spoznaš na avte, lažeš, vidiš, 92, bravo. Direkt na zran. 92, ok. Wow, Minnesota Lakers strike. 1, 2, 3. Nick Young, ja, ok. Prek Snapchata, da vara punca. To sem vedel, ja, to se spomnim. Zuno rapper, ko je bilo, kaj že res. To še pa meni bilo znano. Iggy je zelje, ja. Iggy zelje. Tako, evo, vidim, da če imaš 3P, ne, ni še 3P bil. 4P, nisi play-offa zmagal, ampak 3 za 4 zapored, ne, ni bil 17, stari. In to sam po očetovi strani. Sam po očetovi, to si res, mislim, wow. Wow, how do you even? To je res vidim. Nickname je bil Tito. Tito je bil. Kaj so ga najdli, ne vem, Tito. Čigajo so te patike, Langston Galloway je bil ta. Dobre so, da reč, res te bi imel. Te so res lepe. Grand Theft, meni si je Miami Vice, ne? Ali kaj Miami City? Vice City, ali kaj? Vice City, ja. Ta ni. Ti dresi od Miami, zelo lepo staje, to je ful. Ja, tudi, te so to mi najbolj všeč. Portland, kateri trebezi je dobitnik promocijskega naslova? Enes Kanter. Pa si razmišljal nekaj, to je, ne? Ja, pa sem, ne, rekel sem, Kanter mi zih ne deluje, da bi to imel. Aha. On mi pa res ne deluje tak. Mislim, on je res poprečen center, ne, ampak je tak, mislim, dost... Mislim, je ogroman, sam, ni mi pa tako, pač tako širok, pa da bi kaj ta zgodilo. Pa tudi tako, po obrazu pa to mi, on bolj tak chill deluje, ne, da bi take stvari delal. A si drugače igral kdaj tam pri Heliosu, pa kaj z kakim znanim, takim poznanim, ki še se rad spominjaš? S kom? Ja, zdaj, eden, ne čakaj, njih ni bilo več. En je ta Luka Vončina, če poznaš. Aha, ok. On, fakt se sploh ne spomnim več. A pa proti njemu, no, ali pa kaj? S Morino ne vem, a sem igral ali ne.
Okay. Igral sem proti parim, drugače, sam to sem pol, ker sem igral ta pokal špark je bil, ker sem amatersko sam še igral. Aha. To Kom? sem proti parim še igral. Kjer Drugače in so kje? igralci bil z Repcem, tati je po moje. Rebe, ja. Ja, z njemu sem bil soigralec. On je razlog, da sem Rebec. prišel v Helios. On me je predlagal trenerju pa tako naprej. Lepo. To se spomnim. Okay. Dobro. Prepelič, z njemu sem tudi igral. Prepelič se poznamo. Ja. Trojkaš. Yep. Sacramento, da vidim, prej si zahteven. 35 je že bilo dost. Ja. Se sem različil tako, 40 je res max, ampak... Bolje, Max. Ampak, mislim, pol milijona je veliko. Pol milijona, mislim. Bonusa. Da vidimo, Sacramento, ne, San Antonio. 5 mils, ja, evo. Mislim, si videl, kdaj je ti bilo? Ja, tam je bil tako, nisem bil tako 100% na to, sem bil malo bolj, da je verjeten on. Ok. Ki pa je dropnja, Clippersi so ga dropne in to bi rabili, pa tudi rabili bi ga koga. Ok, da vidimo, 1, 2, 3, 4, 5, bravo. Eno več kot prej, ne? Eno več kot prej, ja. Dobro, evo, hvala ti za to. Sem ponosen. Si ponosen, ok. Ja. To. Evo, Skorp LZ, Žiga Lah, kaj bo še povedal za konc, hvala ti, da se oglasil v ta KSK špila intervju. Kaj lahko pričakujemo? Za konc vse, kar lahko rečem, je stisnite like na tale video, pa naročite se na kanal, zanimiv kanal, tako da je quality content, no, definitivno. Hvala. Kaj imaš pa ti kaj plane, kaj se bo kaj špilalo, ne? Ja, kakšne imam plane? Zdaj najbolj plan je, da bo ena muska, Skorp Gang. Sicer ne bom jaz rapil. Kaj ne? Da je nek autotune pa dropping bars. Ja, dosti folka vem, da bi hotel to videti, ja, ampak komad je dober, no, drugače. Dober za poslušati 100%. Kdaj pride, si rekel? Ja, po mojem zdaj moramo posneti video spot, tako da pa bo, tako da po mojem v kratkem, no. Če igraš pa noter video spotu? Ja, to bom noter, ja. Vmes bom mogoče kakšno besedo sam tako rekel, ampak ne bo tako, da prav jaz rapam, zato ker ta, ki je to posnel, je res zelo dober v tem smislu, tako ful dobro izpade. A boš zadnji? A boš zadnji, ono, blub. Ja. Se tako pismo, nač nam repo samo zadnji, bom tam malo nekaj gledal. A boš tako, kot ti tvoji iz Mengeša tam, kada strmijo sam, pa boš sa strmel njega. Zran kralji. Ok, igrice, kakva se kaj obeta, zdaj ta NBA še nisi dokončal, ne, to boš kaj špilo? Ja, NBA imam tako pač za spotoma vmes, ja, kaj mi paše. Ja, hočem drugače čim več, tudi danes sem jih naredil, spadal na communityju, en post, ki je ta Google form, pa da malo izpolnijo, kva bi radi še videli. Še vedno največ Fortnite, ampak hočem nekaj čas poleti se razširiti na ove druge igre še. Kje te še najdejo ljudje, saj YouTube kanal smo že rekli, Skorp LZ, Instagram isto Skorp LZ. Ja, Skorp počrtaj LZ v bistvu Instagram. Počrtaj LZ, Discord channel je kak, server? Ja, imam Skorp Gang, v bistvu invite.gg/skorpgang. Ok, dobro, no, jaz nimam kaj več reči, sem še kaj rekel za na konc, ne vem, to smo vse pokrila, mislim, da smo vse odgovorila, tiska nismo najbolj zamočano zavedno. In to je bilo to. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Čau.